Tako, spoštovani gostje, dragi udeleženci, cenjeni kolegi, dobrodošli na predstavitvi monografije Znanost v javni upravi, ki jo bomo povezali z razmislekom o razvoju znanosti v javni upravi. Pri tem nam je v veliko čast in zadovoljstvo, da so pripravljeni svoje poglede, ideje, pa tudi spomine z nami deliti trije zaslužni profesorji Univerze v Ljubljani in naši nekdanji dekani. Med nami prav lepo pozdravljam profesor dr. Miha Brejca, profesorica dr. Stanko Setnikar-Cankar in profesora dr. Mirka Vintarja. Pri predstavitvi monografije Znanost v javni upravi in pogovoru bova sodelovala urednika monografije, profesor dr. Mirko Pečarič in moja malenkost dr. Janez Stere. Lepo pozdravljeni. Iskanje odgovora na vprašanje, kako opredeliti pojem in vsebino znanosti v javni upravi, ni enostavno. Poznani, pisani oziroma uporabljeni pristopi in koncepti niso niti enotni, niti transparentni. Takšno stanje je razumljivo zaradi množice raziskovanih perspektiv in obširnosti preučenih struktur ter upravnih pojavov. Vprašanje opredelitve področja in vsebine znanosti v javni upravi je redko obravnavana tema. Morda jo še najdemo v člankih, redko v monografijah ali pa učbenikih. V slovenskem prostoru je morda temu še najbližje Bučarjevo delo Uvod v javno upravo, ki je nastalo pred več kot 50 leti, 1969 leta. Navedeno in pa dejstvo, da je Senat Fakultete za upravo kot enega izmed svojih strateških ciljev fakultete določil tudi aktivnosti povezane s klasifikacijo upravne znanosti in razvojem upravne znanosti kot samostojne discipline, sta bili tudi glavni spodbudi pri pripravi monografije. Monografija prinaša 35 vsebinskih prispevkov, zbranih v tem delu, pri katerih je sodelovalo 38 avtorjev. Vsem skupaj se na tem mestu še enkrat prav lepo in iskreno zahvaljujem za kakovostno opravljeno delo. Pomemben del monografije predstavlja tudi seznam ključnih pojmov in definicij kot poskus opredelitve oziroma terminološkega poenotenja ključnih pojmov. Delo je šlo pred nekaj dnevi v založbi Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani in obsega 731 strani. Recenziji sta prispevali profesor dr. Mirjana Drakulić, redna profesorica Univerze v Beogradu, in profesorica dr. Marija Kaštelan Mrak, redna profesorica Univerze na Reki. Z objema kolegicama nas veže tudi dolgoletno sodelovanje. Kot dekan fakultete lahko še dodam, da je njena vrednost te monografije tudi v tem, da je pri nastanku monografije sodelovalo veliko avtorjev, večina avtorjev, ki so bodisi zaposleni na fakulteti, bodisi so bili zaposleni oziroma sodelujo s Fakulteto za upravo. To tudi kaže na potencial, ki ga ima fakulteta na proučevanem področju, ter na številne možnosti, ki jih odpira interdisciplinarnost. V prihodnjem mesecu pa načrtujemo izdajo monografije tudi v angleškem jeziku kot popotnico eni taki veliki evropski konferenci, ki jo organiziramo v oktobru konferenci NISPASE. V tako kratkem času, kot nam je odmerjen, lahko predstavimo le nekatere ugotovitve, ki izhajajo iz monografije. Morda lahko rečemo oziroma na osnovi pričujočega dela le pritrdimo, da odgovor, kaj je znanost v javni upravi, ni enoznačen, da raznolikost pristopov, ki so vseeno dovolj uglašeni na nosilno temo, odpirajo tudi vprašanje vzpostavljanja znanosti v javni upravi tudi v odnosu do razmerja med znanostjo in zahtevami stroke ter politike. Vseeno pa vsebino monografije lahko navežemo tudi na interes širše družbene skupnosti, širše javnosti, ki prek obravnavane vsebine lahko dobi neposreden uvid v številna področja dela javne uprave. Prispevke lahko presojamo tudi kot odgovore avtorjev, večinoma delujočih na akademskih inštitucijah, na podane izzive razvoja javne uprave skozi oči družbe. Namen navedenega dela ni v tem, da bi s predstavitvijo morda razvoja znanosti v javni upravi odpirali neke zgodovinske mejnike tudi, ampak ne predvsem to, pač pa
je smisel predvsem v tem, da se izpostavi pomen proučevanja raznovrstnih vsebin javne uprave in zapolni vrzel še vedno očitnega manjka del na tem področju. Zdi se, da monografija presega individualnost idej, kar me še posebej veseli, in tudi pristopov posameznih raziskovalcev in da kot celota nudi dovolj potencijala za nadaljnji razvoj proučevanja tega področja. Prav tako nudi potencial za širšo uporabo proučujočih znanstvenih spoznanj z namenom delovanja javne uprave in z njo povezanih družbenih sistemov. Vse to kaže na širok razmislek avtorjev sodelujočih. Zdaj, če počasi zaključim s tem mojim uvodnim delom, lahko rečem še, da različne perspektive, iz katerih se avtorji lotevajo proučevanja teme, različne teze, raziskovalna vprašanja, analize vsebine, kažejo toliko bolj na raznolikost področja. Zapisane vsebine in pa tudi dognanja pa prinašajo, verjamem, pomembna spoznanja za razvijajočo se znanost o javni upravi. Zdaj pa k besedi vabim še sorodnika, kolega, profesorja doktorja Mirka Pečariča. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem cenjenim gostom in mojemu, torej souredniku. Hvala, ker ste se udeležili, da bomo slišali tudi vaš pogled z vidika nekih zaslužnih profesorjev, ki so se vrsto let ukvarjali s področjem znanosti v povezavi z javno upravo. Mogoče za začetek, tako kot je sourednik povedal, seveda znanost in javna uprava nekakor ne gresta, kako bi rekel, enostavno z roko v roki, oziroma ne, da bi puščala številna odprta vprašanja. Pravzaprav z veliko izmed njih sem se srečal tudi pri lastnem članku, kjer lahko rečem v nekem prenesenem smislu, da sem si kar lomil zobe, kaj zdaj znanost je v povezavi z javno upravo. Vsekakor pa znanost, kot razumemo, ne bi bilo nekaj, kar izhaja iz znanega, pa vendar se mi zdi, da njen fokus prav v neznanem. Izhaja iz ločevanja med stvarmi, pa vendar je njen namen v nekem povezovanju. In če je veliko stvari še neznanih ali pa se na njih gleda kot na ločene enote, je gotovo, da gre zaradi nerivalstva in nemožnosti potrošnje za tipični primer javne dobrine, ki se izvaja celo kot javna služba. Torej, gre za raziskovanje, ki ga trajno in nemoteno v javnem interesu zagotavlja država za zadovoljevanje številnih javnih potreb. No, za ta del pa je seveda zaslužna javna uprava, ki skrbi za raziskovanje prek številnih raziskovalnih inštitutov in raziskovalcev. Se pravi, ta povezava med znanostjo in javno upravo je vsekakor zanimiva. Verjetno bo seveda debata se razvila na tem področju, pa vendar se mi zdi nekako, da bi lahko na tem delu obveljala neka stara modrost, po kateri se stvari lahko nekako tesneje približamo preko zanikanja kot pa pritrjevanja, torej kaj znanost ni, zagotovo vemo v večji meri, kot kaj naj bi znanost bila. Vsekakor torej ne gre za neko trgovino, ne gre za izkoriščanje, v veliko večji meri gre za neko obliko sodelovanja, odprtosti, delitve številnih rezultatov, participativne nadgradnje obstoječih rezultatov in neko uporabo v neki širši skupnosti. Nikola Tesla je nekoč rekel, ko bo znanost začela preučevati nefizikalne pojave, bo v enem desetletju nekako dosegla večji napredek kot v vseh prejšnjih stoletjih svojega obstoja. Pa vendar, glede na čas, ki je potekel od njegove ideje pa do danes, se zdi, da bo očitno nekako lažje govoriti o brezžičnem prenosu električne energije, kot pa o nekih revolucionarnih premikih na področju družboslovja. Seveda smo tudi na tem področju naredili številne dobre stvari, veliko več dobrega kot slabega, če ne drugega smo v večinskem smislu uspeli ohraniti mir, nekako vse od druge svetovne vojne naprej. V vsakem primeru pa bi lahko rekli, da gre za številna odprta vprašanja na tem področju ali pa za zadeve, ki bi jih bilo treba zopet ali pa vsakič znova postavljati pod neke vrste, pod številne vprašanje. Torej, kakorkoli, na nekatera vprašanja glede znanosti v javni upravi bodo poskušali podati svoj poseben pogled naši zaslužni profesori, ki so se, kot rečeno, profesionalno ukvarjali s tem področjem, zato bi na tem mestu predal besedo mojemu souredniku, profesor Staretu, da bi postavil prvo vprašanje. Hvala lepa, se pravi, bomo to predstavitev zdaj navezali na pogovor o področju in pa razvoju tega področja. Zanimajo me, dragi kolegi, tako vaši pogledi o razvoju področja, recimo temu znanosti v javni upravi, predvsem pa tudi o vlogi
fakultete za upravo in njenih predhodnic, višje upravne šole, visoke upravne šole v procesu tega razvoja. Glede na to, da ste kot dekani tudi zaznamovali svoje obdobje, bi nekako sledili tej časovni premici, pa vas prosim na začetku čisto na kratko, morda najprej dr. Brejc, kako lahko torej povežete razvoj področja takratne VUŠ in sedanje fakultete za upravo? Samo še tale glas. Zdaj pa bo, ne? Dobro. Ko sem se leta 1973 zaposlil na VUŠ-u, na Višji upravni šoli, na vabilo takratnega direktorja in ustanovitelja Silva Šivica, si nisem predstavljal, da se bo neka višja šola razvila v tako pomemben družben segment. Vedeti moramo namreč, da je bila jugoslovanska oblast v podobnem položaju, kot je bila sovjetska, in da je jugoslovanska oblast zelo kopirala modele Sovjetske zveze po revoluciji. Ker so pač jasno odstranili vse tiste, ki so bili proti revoluciji, proti NOB pri nas, proti komunistični oblasti, je v javni upravi nastala velika praznina, ki jo je bilo treba takoj po vojni zapolniti. In ljudi, seveda, ki bi imeli izobrazbo, ki bi imeli znanje, bilo zelo malo. In tu je naredila jugoslovanska, predvsem pa slovenska oblast, zelo pomembno potezo. Odločila se je, da ustanovi višjo upravno šolo kot posebno šolo zaprtega tipa za javne uslužbence, ki so sprva bivali in študirali v nekem objektu tam na Lavrici, malo nižje dol. No in se pravi, 10 let po vojni je slovenska oblast videla, da vendarle v upravi je treba nekaj znati. In prve generacije, ki so se pojavile potem v upravi, so že pokazale, da je bila to odlična odločitev. Kasneje, ko se je družboslovje okrepilo nekoliko, in je v javno upravo začelo prodirati tudi pravo, mnogo bolj kot prej in seveda tudi druge discipline, pa je višja upravna šola bila nekje na robu. Ampak tu je treba poudariti. Mi smo bili prvi, ki smo začeli s šolanjem ZUP-a, Zakona o upravnem postopku, potem pisarniškega poslovanja, prvi tudi, ko je šlo za programske jezike, to bo Miro več povedal, dr. Vintar. Skratka, mene je veselilo to, da se nekaj spreminja. To, da v tem času je oblast slovenska menila, da mogoče ni višja upravna šola več potrebna. In veliko se je govorilo o ukinitvi. Naši kolegi nekateri so se zelo bali tega. Ko sem jaz leta 1981 prevzel dekansko mesto, sem pa šel tja na takratno izobraževalno skupnost in sem jim rekel, zdaj se odločite, povejte, kaj hočete, ali ukinemo, ali kaj naredimo. No in polagoma so se te stvari začele izboljševati, VUŠ je postala članica univerze, kar je pomembno priznanje, pa potem seveda ves njen razvoj, ki ga ne bi zdaj posebej omenjal. Vse to je pokazalo, da so ta znanja pomembna, ker je državna uprava oziroma javna uprava pomemben usmerjevalec družbenega razvoja. To je bilo ključno in mislim, da smo vsi, ki smo sodelovali v tem procesu, poskušali pač po najboljših močeh prispevati svoja znanja in vedenja o tem področju. Posebej še, ko so se mednarodni okviri odprli in vključitev v te mednarodne institucije potem bila še dodaten korak v razvoju. Skratka, jaz bi zelo rad povedal predvsem to, da sem zelo vesel tega, da je ta knjiga nastala. Namreč v tem času Google diplomantov, Google magistrantov in Google doktorjev, da izide knjiga, ki ima tako obsežno gradivo o javni upravi, to se mi zdi res nekaj izjemnega, ker odpira prostor za razvoj, kot je
kot je dekan zapisal v zaključku te knjige, omogoča razvoj različnih interpretacij tudi. Tako da, rekel bi, da je ta monografija v bistvu en izjemen rezultat in tudi potrditev vsega, kar smo počeli prej. Samo še eno zanimivost naj povem, ki je verjetno malo znana. Višja upravna šola se je začela ukvarjati z raziskovalno dejavnostjo tam pred letom 80 že. Ena raziskavica, potem še ena, vpisali smo se v razvit raziskovalnih organizacij, potem smo imeli pa konflikt s centralnim komitejem Zveze komunistov in takrat je bilo pač tako, da je tiste, ki se oglašajo, treba kaznovati. In kot zanimivost naj povem, da smo bili kot članice univerze, kot višja upravna šola, čeprav vpisani v register znanstvenih organizacij, kaznovani z visoko denarno kaznijo, ker smo ogrozili ekonomske temelje SFRJ, zato ker v ustanovitvenem aktu iz leta 1956 nismo imeli vpisane znanstveno-raziskovalne dejavnosti. To je samo en drobec, ki kaže, kakšen bi odnos družbe v tem času do teh upravnih dejavnosti. Toliko na kratko. Hvala. Če se premaknemo zdaj po tej časovni premici naprej, dr. Vintar, vi ste sledil z dekanovanjem na nek način. Ta čas je bil namenjen ali pa je bil poudarek razvoju tudi znanstveno-raziskovalnega dela, projektnega sodelovanja s prakso. Kako ste vi videli ta razvoj in tudi kako ta razvoj vidite vzporedno ali pa hkrati z razvojem znanosti v javni upravi oziroma upravne znanosti? Ja, hvala za besedo. Najprej bi čestital obema urednikoma za veliko opravljeno delo. Jaz mislim, da sta se lotila velikega projekta, ki je na koncu se zelo dobro končal in pred nami je absolutno zelo zanimiva monografija. Zdaj, če se čisto na kratko dejansko vrnem nazaj v preteklost, jaz bi izpostavil dve kratki obdobji, pri katerih sem bil mogoče bolj izpostavljen. Obdobje, ko sem bil dekan v letih 93-95, je bilo pravzaprav na nek način zelo posebno obdobje, ker je kljub temu, da nam je po eni strani šlo zelo dobro, tedanja višja upravna šola je imela zelo veliko vsako leto več študentov, po drugi strani je pa v tistem času ravno bil sprejet nov zakon o visokem šolstvu, ki pa je od nas zahteval neko statusno oziroma institucionalno preoblikovanje. Možnosti so bile pravzaprav tri, torej ena, bolj teoretična, da se preoblikujemo v fakulteto, druga, da se preoblikujemo v visoko šolo in tretja, da se pridružimo eni od obstoječih sosednjih inštitucij in da na nek način zginemo. Naš prvi plan A je bil, da bi se preoblikovali v fakulteto, čeprav realno gledano mi takrat za fakulteto nismo bili povsem zreli. Drug cilj je bil seveda potem, da postanemo visoka upravna šola, ampak moram povedati, da niti en, niti drug cilj nista bila takrat samoumevna. Namreč nasprotovanje enemu in drugemu je bila takrat od naših sosedov, ne vem, če je dobro, da jih omenjam, najbližjih sosedov pa da nekateri bolj oddaljnih sosedov je bilo izjemno veliko. Takrat so bila prisotna izjemno močna prizadevanje, torej, da se dejansko tedanja višja upravna šola ne preoblikuje v neko višjo organizacijsko stopnjo, ampak da se pridruži eni od obstoječih, predvsem našim sosedom, in da na nek način kot samostojne inštitucije zgine. No, to smo nekako uspeli, temu smo se nekako uspeli upreti in se preoblikovati v visoko upravno šolo. S tem nismo bili povsem zadovoljni, ampak vendarle mislim, da to za nas ni bilo tako slabo in da je bil to za nas pomemben korak naprej. Zaradi vseh teh težav, naj omenim še na kratko tudi naše strahotne prostorske težave, ki smo jih takrat imeli. Mi smo bili, mnogi mlajši seveda tega sploh ne vedo, mi smo bili prostorsko takrat umeščeni v fakulteto za družbene vede in smo imeli tam pravzaprav nekaj pisarn in dve medijni učilnici.
No, da je bilo tudi to pravzaprav izjemno omejujoč dejavnik za nadaljnjo rast in razvoj inštitucije. Tako da smo takrat, torej, poleg preoblikovanja v visoko upravno šolo, smo takrat začeli tudi prizadevanja za to, da dobimo prvič v zgodovini svojo lastno poslovno stavbo, kar se je potem v naslednjih letih tudi zgodila. No, skratka, glede na te okoliščine je treba priznati, da se pravzaprav prav veliko in prav poglobljeno z samo vedo, znanostjo nismo mogli in nismo imeli časa ukvarjati. Drugo obdobje, ki pa je bilo v tem pogledu pa, bi rekel, bolj produktivno in kjer je bila pa pravzaprav naše raziskovanje in pa razvoj znanosti pa, bi rekel, pa že skoraj v prvem planu, se je pa začelo tam nekje leta 1999-2000, takrat sem jaz bil pa v vlogi prodekana in mi smo takrat ponovno začeli razmišljati o preoblikovanju v fakulteto. No, in na univerzi so nam dali jasno vedeti, da ja, dobro, vas bomo podprli, če boste pa tudi na raziskovalnem področju pokazali svoje kompetence in svoje rezultate. No, in v tem obdobju pa mislim, da smo pravzaprav prvi začeli resneje se ukvarjati tudi z javno upravo kot znanostjo, vedo, z njenim razvojem in z njenim raziskovanjem. Hvala. Zdaj, dr. Setnikar Cankar, sledimo tej časovni premici, sledi preoblikovanje v Višjo fakulteto, novi bolonjski programi, mednarodna akreditacija, JAPA. Kako ste vi videli razvoj spet fakultete in pa znanosti oziroma vpliv fakultete na razvoj znanosti? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani vsem sodelujočim in seveda čestitke za ta res izjemen, bom kar rekla, znanstveni dosežek. Se bom navezala na svojega predhodnika, ker sva si sledila v dekanovanju in se seveda zelo strinjam s tem, da šele takrat, ko smo nekje v primerjavi tudi z mednarodnimi programi ugotovili, da izpolnjujemo pogoje za preoblikovanje fakultete kot članica Ljubljanske univerze, stopili skupaj in poskušali na vseh ustreznih inštancah, ne samo na ministrstvih, ampak tudi vladi, ampak tudi seveda predvsem na univerzi, dokazati to svojo vendarle usmerjenost v raziskovalno dejavnost. Kot je rekel dr. Vinter, ni nam bilo lahko, niti že pri preoblikovanju v visoko šolo, še veliko teže in še več polem pod noga smo dobili, ko smo se obrnili z svojimi načrti za preoblikovanje fakultete najprej na univerzi. Tukaj moram reči, da je bil en velik plus, verjetno gre večina zahval tukaj dr. Prejcu, ker je ta gradnja bila vrstica v uradnem listu v času njegovega dekanovanja, da smo imeli rešene prostorske probleme za razliko od prejšnjega obdobja, da pa so nam očitali, da smo pravzaprav kadrovsko šibki in pa premalo raziskovalno kvalitetni za to preoblikovanje. Ne bom šla v podrobnosti, samo toliko, da je bil to nek projekt, s katerim je dihala in živela cela inštitucija. Vsi smo se strašno prizadevali za to na vseh možnih inštancah, da bi vendarle prišlo do soglasja in na koncu na glasovanju senata univerze je naša pobuda dobila prepričljivo večino in predvsem nasprotovanje sosedov je bilo takrat kar precej globoko poraženo. Ampak ni bistveno to, kajti od vsega začetka smo se pa nekako prizadevali, da bi naši programi ne samo bili znanstveno, raziskovalno naravnani, ampak bili tudi interdisciplinarni. Poleg uprave, prava, informatike, organizacije, ekonomije, nedvomno v ta paket sodi recimo tudi politologija, tudi javne politike. In zato bi v okviru univerze pričakovali sodelovanje z vsemi inštitucijami, ki so pa bile raziskovalno, znanstveno, kadrovsko močnejše na teh področjih, ki jih mi kot
mlada članica univerze, nismo mogli in tudi nismo v začetku še imeli kadrovsko. Tako da prvič smo morali na pristojnih inštitucijah dokazovati, da je torej to področje zrelo za samostojno znanstveno inštitucijo v oblikovanju v fakulteto. Drugič pa, ko smo se prizadevali za to, da dobimo akreditirane nove mednarodno primerljive bolonjske programe. Mislim, da je to nadaljevanje, to usmeritev, da s tem, ko preoblikujemo programe, v naslednjem koraku kandidiramo tudi za pomembno najprej evropsko akreditacijo teh programov, pomenil tisti preboj od višje, visoke šole in pretežno pedagoško usmerjene inštitucije v mednarodno odprto, primerljivo in tudi znanstveno raziskovalno inštitucijo. Seveda, ne v takem obsegu kot tiste članice univerze, ki so desetletja to že razvijale. Ampak vendarle, mislim, da so bili zelo solidni temelji v teh obdobjih narejeni in nenazadnje ta evropska akreditacija, ki smo jo dobili recimo v času mojega drugega diplomovanja, je bila neka potrditev pravilnosti naše smeri. Pri čemer poudarjam, eden od zelo pomembnih kriterijev pridobitve evropske akreditacije je bil tudi dokaz, da imamo zametke, razvoj, vizijo na področju raziskovanja. Hvala. Zdaj, če se od tega zgodovinskega loka preselimo bolj proti znanosti javni upravi, pa bi kar povabil kolega Pečariča tudi za kakšno vprašanje oziroma mnenje. Ja, hvala. Bomo se kar, predlagam, pomaknili po tej časovni lestvici v sedanjost. Torej, nekako z vidika časovne omejitve bom poskušal nekako združiti kar 3 vprašanja v enega, oziroma vprašanja bom vse skupaj povedal, ker so si seveda vsebine močno med sabo prepletene in v upanju, da se bo razvila nedvomno debata v tej smeri, jih bom kar zastavil. Torej, prvo moje vprašanje bi bilo za nas, ki se ukvarjamo s prakso, delovanjem javne uprave tukaj in sedaj, torej v kakšni meri menite, da se znanost, ali pa če hočete slovenska znanost, dejansko zrcali v vsakdanji praksi javne uprave. Podobno vprašanje, kako oziroma na kakšne načine približati izsledke raziskovanja na področju javne uprave tudi praksi izvajanja nalog državne in javne uprave. In tretje, kako naj se znanost pravzaprav včasih vsaj upre praksi delovanja, ko se opravičujejo določeni ukrepi z navideznim argumentom oziroma pod krinko znanosti. Pa bi predlagal, da gremo kar po istem vrstnem redu, bi torej povabil k razmišljanju profesor Brejcer. No, jaz bi začel pri tretjem, ker je najbolj aktualno in čas zelo hitro teče. Pri nas se v javnosti pogosto sliši stroka naj odloča. Prisluhnimo stroki, pri čemer je pa jasno, da stroka nikdar ni bila enotna, nobena stroka ni bila enotna. Vedno se znotraj ene stroke pojavljajo različni pogledi, argumentirani in tako naprej. In strokovnjaki se pogosto ne morejo odločiti, katero rešitev bi nekako vzeli v pretres in jo predlagali naprej. Tudi v današnjem času se to dogaja in tu nastopi vloga politike, oblasti, ki mora seveda odločiti o stvari, ker stroka nima pravice odločanja, stroka ima pravico zgolj predlaganja. Politika ima pa mandat za to, da se odloči in da izbere med strokovnimi rešitvami, pri čemer pa opažamo, ne samo v tem pandemičnem času, ampak je to daleč nazaj, še v jugoslovanske čase, da se politika opre na stroko, ko ji ustreza. Ko ji ne ustreza, je pa stroka kriva za vse. Tako da ta znani model, minister je odgovoren in se bo oglasil takrat, ker gre za dobre rešitve, če pa kaj narobe, je pa kriv državni sekretar. To so te znane formule. Je pa dejstvo, da v tem času, v tem svetu
izrednega razvoja tehnologij se seveda jasno poznajo te nove tehnologije tudi v javni upravi, ne samo na tehničnih področjih, ampak tudi v vsakdanjem delu, kar vsi dobro vemo. Samo en medklic, leta 80 se bo dr. Vintar spomnil, ko smo nekako začeli s tem, začeli smo govoriti o usposabljanju na področju avtomatizacije upravnega dela in smo hodili po občinah slovenskih, takrat jih je bilo 60-65, smo slišali pogosto reakcijo, hvala Bogu, da bom takrat že v penziji. Torej, na eni strani je treba tu upoštevati tudi zaposlene, ki so spremembam naklonjeni, ali pa mnogokrat tudi niso. Toliko. Hvala. Mogoče profesor Vintar. Ja, torej, če bi se najprej dotaknil neke, bom rekel, kratke ocene ravni preučevanja razvoja znanosti na fakulteti in pa potem v nadaljevanju s tem, v kolikšni meri se zdaj to, kar počnemo, reflektira in uporablja v praksi. Kar se prvega tiče, jaz mislim, da smo lahko z kakovostjo in obsegom raziskovanja razmeroma zadovoljni. Torej, dejstvo je, da se na fakulteti že dolga leta izvaja množica raznoraznih projektov, nacionalnih in tudi evropskih, ki kažejo, da ne samo, da zmoremo, ampak da zmoremo tudi na razmeroma visoki ravni naslavljati različne probleme, ki se pojavljajo torej v sami znanosti in pa seveda tudi v praksi. Se pravi, v tem pogledu smo lahko, po mojem mnenju, povsem zadovoljni. Kot že rečeno, vključeni smo tudi v številne evropske projekte, zadnja leta še posebno, kar je zelo pomembno. Kar se pa tiče zdaj, bi rekel, tega, v kolikšni meri pa praksa dejansko to, kar počnemo, uporablja ali pa išče izsledke naših raziskav, tu smo pa lahko manj zadovoljni. In zdaj jaz mislim, da je problem na obeh straneh. Na naši strani pa tudi na strani same prakse. Na naši strani se mi zdi, da je problem deloma v tem, da smo mogoče v zadnjih letih, pa tudi že prej, recimo, ko sem jaz vodil programsko skupino našo, je bil ta problem prisoten. Zadnja leta se mi zdi, da se pa mogoče še povečuje. Jaz bi to vprašanje naslavljal kot vprašanje relevantnosti naših raziskav. Zdi se mi, da pogosto in zadnje čase še vse pogosteje posegamo po temah, ki so bolj abstraktne, ki so sicer gledano iz ožjega stališča razvoja znanosti mogoče zelo zanimive, torej izjevalne in tako naprej. Tudi seveda za samo objavljanje v uglednih tujih revijah morda bolj atraktivne, stališča prakse pa verjetno manj zanimive, ker vse manj se mi zdi, da naslavljamo realne probleme, s katerimi se naša upravna praksa srečuje. Recimo, jaz bi zastavil na tako čisto mogoče malce provokativno vprašanje. Recimo, mi se nekih sektorskih raziskav, v kateri bi mi posamezne sektorje, bom rekel, kot z rentgenom preiskali in ugotovili stanje z različnih zornih kotov, recimo od organizacijskih, ekonomskih, informacijskih in tako naprej. To vrstne raziskave, tako da bi imeli eno celovito sliko nad posameznim sektorjem, primerjalno z drugimi državami, recimo, to vrstne raziskav se praktično ne lotevamo. Naše raziskave so v predsejšnji meri nekako, bom rekel, sicer razsute mogoče ni prava beseda, ampak razpršene po različnih segmentih z različnih vidikov, ker seveda sredstev ni veliko, so potem torej to majhne raziskavice, ki pa potem za prakso, po mojem mnenju, ne dajo takega rezultata, kot bi si želeli. Tako da, jaz mislim, da naše stremljenje bi moralo biti v prihodnje, torej da zavedati se moramo, da je, saj jaz tako mislim, javna uprava je, pač znanost v javni upravi je aplikativna znanost, je tesno povezana s prakso, črpa pravzaprav spoznanje iz prakse skozi opazovanje, skozi spremljanje, skozi analiziranje in potem na neki višji ravni pridemo do nekih sinteznih rezultatov, ki so lahko zanimivi nazaj za prakso. In zdaj, če te tesne vizije med prakso ni, potem
Se gremo mi eno, ne, v akademski sferi, ne, kar pa pogosto nima čisto nobene, ali pa zelo majhno uporabno vrednost za prakso. In to se mi zdi, da je en problem, ki ga imamo. Namreč upravna znanost ne sme biti nek sveti gral, ne, za katerega ne vemo niti, kaj je, kdaj obstaja in kakšen je, ampak mora biti, jaz mislim, da le v tesni povezavi z konkretnimi problemi, ki v praksi nastajajo. To je zdaj problem, ki se tiče nas, po drugi strani seveda je pa problem tudi na drugi strani. Jaz se spomnim recimo, 10 in več let nazaj, ko smo mi pogosto dobivali iz prakse, iz ministrstva naročila za konkretne raziskave, ko so obstajali ciljni raziskovalni projekti, ko so ministrstva razpisovala konkretne teme, ki jih zanimajo, mi smo potem se na to prijavili, smo projekte dobili in smo reševali stvari, ki so bile relevantne za njih. Se mi zdi, da tega prvič direktnih poizvedovanj ali pa naročil strani ministrstva skoraj da ni več, kolikor jaz vem, mogoče se motim. Tudi ne vem, če ti ciljni raziskovalni projekti še obstajajo. Skratka, kot da na drugi strani enostavno teh potreb ni več. Jaz imam neko svojo razlago za to, zdi se mi, da je ta politična nestabilnost, nekaj menjanja vlad in tako naprej, ki se potem ukvarja, da več ali manj z tekočimi zadevami in same sabo, da je to pač velika težava. Tako da se sprašujem, recimo, če bo v prihodnosti, veste, da mi v Sloveniji že 20 let nismo izvedli nobene resne pravne reforme. In če bi recimo neka vlada v bližnji prihodnosti neke take reforme vendarle poskušala lotiti, ne, moramo razmisliti, v kolikšni meri smo mi z našimi raziskavami in v kolikšni meri lahko z našimi raziskavami tu pomagamo. Ta hip se mi zdi, da je relativno malo. No, mogoče bi tu... Velja, hvala lepa. Vsekakor ste odprli kar velik nabor vprašanj, s katerim se bomo ukvarjali v prihodnjih letih, če ne desetletjih. Pa mogoče še na koncu profesor Setnikar Cankar, bi prosil za vaš pogled. Hvala lepa, dobra iztočnica, ker če se mogoče omejim na ekonomsko področje, ne. Torej naša katedra, ki je predvsem želela promovirati ekonomiko javnega sektorja, kar je bila relativno nova zadeva, celo na ekonomski fakulteti so temu posvečali majhno pozornost, je prihajala do potencialnih naročnikov, a so bile to ministrstva, so bili kakšni organi v sestavi, z nekimi konkretnimi predlogi. Mnogokrat se potem to je izoblikovalo v neke ciljne raziskovalne projekte. Ampak ves čas, saj moja izkušnja je taka, je mogla biti iniciativa pravzaprav na naši strani. Recimo prvi projekt je bil namenjen davčni upravi, preko doktorata enega od mlajših sodelavcev je prišlo do formiranja kazalcev učinkovitosti recimo davčnih uprav. Sodelovali smo zelo vpeti v ugotavljanje učinkovitosti upravnih enot. Potem spomnim se ene odlične raziskave, ki je pravzaprav spet na našo iniciativo bila na področju policije, reorganizacije, ugotavljanja neke učinkovitosti, kjer nismo mogli delovati drugače, kot da smo izkušnje in pa daljšo tradicijo iz tujine prenesli tudi v našo okolje. Moja izkušnja je bila vedno pravzaprav na pobudo fakultete do ustreznih političnih struktur, največkrat državni sekretar ali celo minister. In kot pravi dr. Vinter, včasih smo uspeli prepričati, včasih ne. In res morda v zadnjem času nam te politične zvezde niso tako naklonjene in smo manj uspešni z temi svojimi pobudami. Da pa so, saj na ekonomskem področju, recimo ti projekti bili vedno skoraj izključno usmerjeni v reševanje praktičnih primerov, to pa lahko potrdim. Tudi zadnje obdobje, ko smo šli na posamezna sektorska področja, recimo področje zdravstva, kjer smo tudi sodelovali z drugimi državami, čezmejnega sodelovanja, je šlo za en konkreten primer, ki smo ga predstavili pač ustreznim odločevalcem in ki so ga vgradili v svoje programe.
Morda je zdaj aktualna politika res zelo, zelo vpeta v reševanje teh nemogočih covidnih razmer in zato posluha za to vrstne projekte nekoliko manj, čeprav po drugi strani se pa, da je verjetno že večino zamujeno, v tem obdobju formirajo tudi projekti, ki bo imeli dolgoročne posledice, bili podprti z zelo veliko evropskimi sredstvi in bili zato morda idealna priložnost, da se tudi na področju javne uprave, državne uprave, širšega javnega sektorja razvijajo te inštrumentariji, ki bojo omogočali predvsem osnove za boljše odločanje. Torej, ta naša ekonomska smer raziskovanja je šla precej v tej smeri. Dati elemente za sprejemanje boljših odločitev. Če mi dovolite v tej priliki, bi sam en primer dala. Začela se je vse skupaj zgodba z učinkovitostjo. Čim manj denarja narediti, čim boljše rezultate, čim več rezultatov, čim več diplomantov, čim več odločb in tako dalje. Na srečo je v tem obdobju pravzaprav tudi znanost, stroka napredovala v tem smislu, da ja, učinkovitost je pomembna, ampak če se sprejemajo učinkovito neprave odločitve, potem ni družbene uspešnosti, potem nazadujemo. Torej mora biti tudi družbena uspešnost. In šele ko kombiniramo in damo prednost uspešnosti, mislim, da je tukaj stroka, znanost tista, ki mora prepričati odločevalce v javni politiki, da ne gledajo na tisti vsak evro in predvsem gledajo na učinkovitost, ampak na uspešnost. Prave odločitve, ki temeljijo na nekih vizijah, strategijah, mednarodnih primerljivosti. In zato tudi, če se kakšna odločitev sprejme, kakšen mesec, kakšne pol leta kasneje, ampak na osnovi širše družbene razprave, ki sooča argumente ene in drugih strani in predvsem mednarodne primerljivosti, bo teh napak, napačnih odločitev, ki so bile sprejete na hitrico pa z malo denarja, manj. Hvala za vaš pogled. Izredno, bi rekel, pritrjevanje temu, kako kompleksna vsebina se prepleta na področju javne uprave, torej kjer nimamo zgolj nekega razuma, pač pa se prepletajo tudi vrednote, ne samo pogled za nazaj, pogled tudi za naprej, torej gre tudi za umetnost prepričevanja, ne samo znanost. Ampak na tem področju bi lahko pravzaprav še eno monografijo napisali, ampak čas nas nekoliko preganja, zato bom prosil mojega sourednika za zadnje vprašanje, ki se nanaša na prihodnost. Prosim, profesor Stare. Hvala lepa. Bi imel vprašanje za vse tri, pa če lahko čisto na kratko, ker zaradi časa, kot je bilo rečeno, kje je prihodnost upravne znanosti, znanosti v javni upravi in kako vidite fakulteto? V stavku 2, 3. Prosim, lahko kar po vrsti spet dr. Brejc. No, fakulteta je tudi s to monografijo močno utrdila svojo pozicijo in mene ne skrbi za njeno prihodnost. Bi pa mogoče predlagal, da bi razmislili o bolj konkretno problemih, ki se v upravi pojavljajo in v družbi. In recimo eden od takih, ki se mi zdi zelo pereč, je ta obsedenost z normiranjem. Mi imamo hipertrofijo predpisov, vemo, kakšne so te posledice in mene bi veselilo, če bi fakulteta za upravo se tu pokazala kot pomemben subjekt, ki bi politiko opozarjal, da je vendarle nesmiselno vse, kar se normirati da, tudi normirati. Je treba tudi upoštevati zdravo pamet, življenjske okoliščine in tako naprej. Hvala. To bi bil moj predlog. Evo. Hvala. Dr. Vinter. Ja, jaz mislim, da je fakulteta, kar se tega tiče, relativno dobre kondiciji. Jaz mislim, da so raziskovalne kompetence relativno močne, dobro razvite, da tudi programska skupina relativno dobro dela. Mogoče ji pa malo manjka, kot sem že rekel, fokusa, ali pa je to en fokus, ki je morda zame premalce usmerjen, kot sem že dejal, v konkretne probleme, s kateri bi se naša
uprava na dnevni ravni srečuje. Pa še ena dimenzija se mi zdi, da je mogoče malce zapostavljena v zadnjih letih, torej dimenzija digitalizacije, ki je ta hip, kot vemo, v Sloveniji top tema. Zdi se mi, da je fakulteta na tem področju mogoče malce, da ne bom uporabil napačnega izraza, ne ravno zaspala, ampak mogoče, glede na to, da smo bili na tem področju relativno močni, da smo mogoče malce premalo pozornosti temu dajali in bi bilo treba to okrepiti. Hvala. Še dr. Setnikar Cankarjeva. Ja, jaz mislim, da najprej tisti, ki boste v nadaljevanju vodili fakulteto, morate temu področju namenjati ustrezno pozornost. Tako, rekla, pri odpiranju vrat, tudi mlajšim kolegom, pri promoviranju naših, recimo, raziskovalnih potencialov na ustreznih političnih mestih, od ministrstev navzdol, zato, da pridemo do možnosti, da se rešujejo konkretni problemi v državni upravi, javni upravi. Želela bi si tudi, da bi se tako kot v preteklosti poudarjala ta mednarodna komponenta. Ni treba odkrivati tople vode v Sloveniji. Zelo veliko izkušenj je, prenos dobrih praks. To pa pomeni, da je treba garati za te stike v tujini, ne samo z utečenimi partnerji preko zvez, kot je NISPAC in tako dalje, ampak morda tudi z novimi, zato da se pripelje znanje. Slovenija potrebuje na področju državne uprave, javnega sektorja znanje, da bo čim manj napačnih odločitev. In tle upam, da bo na področju uprave fakulteta še naprej vodilna inštitucija v sodelovanju z ostalimi kompetentnimi partnercami, tako v Sloveniji kot v tujini. Spoštovani gostje, zaslužni profesor in nekdanji dekani, hvala za vaše misli, ideje, predloge. Za sodelovanje hvala tudi souredniku profesor dr. Mirku Pečariču, ki s 1. oktobrom prevzema odgovorno funkcijo dekana Fakultete za upravo. Tako, da ne bo današnji pogovor, današnje iztočnice, ne bodo tudi iztočnice za razvoj znanosti v javni upravi, pospremljene z našimi najboljšimi željami po uspešnem razvoju in pa vodenju fakultete tudi v prihodnjem obdobju. Hvala vsem, v nadaljevanju nas čakata še predstavitev mednarodnega projekta in na koncu podelitev nagrade Premik naprej za rešitev, ki je uspešno udejanjila inovativno rešitev v praksi. Hvala vsem skupaj. Hvala. Hvala.